Slovenci bi na vrhu ZDA raje videli Kamalo Harris. Zakaj? Odvilo se je verjetno edino soočenje Kamale Harris in Donalda Trumpa. Ankete kažejo, da je ona nastopila bolje. On je govoril dlje, uporabljal je več besed, ne pa tudi večje količine različnih besed. Slovenci so privrženost Harrisovi v raziskavi sicer izkazali že pred soočenjem. Rezultati odražajo slovensko politično realnost, kjer je parlamentarno razmerje med levico, torej demokrati, in desnico, republikanci, če to opredeljenost nekoliko prevedemo in posvojimo na domače razmere, podobno. A to še ne pomeni, da Slovenci, morda čisto po naključju, niso ali nismo pragmatični. Pomembna sta tudi zunanje politična programa obeh kandidatov. Pod Trumpom se lahko Evropska unija boji visoke carine na uvoženo blago. Skeptičen je do zveze NATO, pomoč Ukrajini pa si kvečjemu predstavlja kot posojilo. Ona, nasprotno, napoveduje nadaljevanje Bidenove Uniji in Ukrajini privržene politike. V času ruske nevarnosti je to še kako pomembno. Konkuriranje Rusiji brez ameriške podpore bi namreč terjalo znatno povečanje vojaških izdatkov. Ameriška asistenca znotraj NATO pa je dovoljevala, da je Evropa pri razvoju, tudi vojaškem, nekoliko zaspala. Če tudi zmaga Kamala Harris in se v čezatlantskih odnosih ohrani status quo, mora biti zmanjšanje inovacijske vrzeli za Evropo prednostna naloga. Trump morda res ni tisto, kar Unija potrebuje, a lahko tudi nadaljevanje obstoječega stanja vodi v hudo ekonomsko poslabšanje.